Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. Guangzhou, Kitajska. Ponedeljek zjutraj. Dvojčka Leon in Noel morata v kitajsko-angleški vrtec. Ivona se odpravi spet na delo v zobozdravniško prakso v Guangzhou. Mario pa v 100 km oddaljeno centralo Globolet v Humen. Korošci nimajo denarja, da bi nam to plačali. Ne, veš, gre se na to, da je pred 3 tednih je dobil vzorče, da bi nam dal ceno. Obljubil vse, zdaj ga slučajno tle sreča, še nič ni naredil. Mene pa manjkajo torek Šanghaj Hangzhou. Mario se odpravlja na službeno potovanje. Peking, potem sem zgoraj do četrtek zvečer v Vietnam. To je en delovni teden, kateri me zdaj čaka. Upajmo, da ga bom preživel. Če bi se tle delal preglavice, kaj je prav, ali ni prav, ali pa razmišljal, te bo danes policija dobila, ker ne vem kaj, potem se itak lahko spakiraš in greš domov, kjer je več ali manj vse lepo rešeno. Če si prevežljat, moram se priti. 3-krat na mesec si Mario privošči tradicionalno kitajsko terapijo. Ravnotežje med delom in prostim časom je bistvenega pomena, razlaga zdravnica. Imam pa tudi eno kompenzacijo za mene samo, da rečemo, to teleso spet nazaj dam to, kar mu se vzamem. Privatni avtomobili so se na Kitajskem pojavili šele v zadnjih 30 letih. Na cestah velja pravilo močnejšega. Zaradi tega pride včasih do nenavadnih situacij. Bye. Zadnjič smo ga ferali z njim, mogoče bo dobro ceno naredil, bomo videli, kaj bo. Dober dan, Koroška. Globolet na Kitajskem letno producira 9 milijonov svetil, ki z ladjo priplovejo v Trst, iz Trsta z vlakom v Beljak in iz Beljaka s tovornjakom v Šentjakob. Za približno 5 tednov bojo v Šentjakobu v našem skladišču. Prijateljske veze je treba gojiti, predvsem tudi s Tajvanci, ki na Kitajskem igrajo ključno vlogo. Če vprašate poslovodje tovarn, koliko zaslužijo njihovi delavci, vam bodo odgovorili, to ve samo stric. In kje je ta stric? Ne vem, je njihov odgovor. Letališče v Guangzhou ima 40 milijonov potnikov letno. In v 15 letih jih pričakujejo že 80 milijonov. Vsakih par minut grejo leti ven. In v bistvu najglavna mesta vsake pol ure. Najin poletu v Šanghaj je imel 2 uri zamude. Te zamude so tle postale zelo običajne, nažalost. Tako da skoraj ni možno več termine tako točno planirati, moraš biti zelo fleksibel. Šanghaj je industrijska in finančna metropola Kitajske, center avtomobilske, tekstilne in elektronske industrije. Tu stoji najvišja stavba Kitajske, Shanghai Financial Center, sa skoraj 500 metri višine. V Šanghaju ima sedež najvažnejša kitajska borza in Šanghaj pomeni dobesedno ven na morje. Tukajšnje pristanišče je največje pristanišče za kontejnerje na svetu. Železniška postaja v Šanghaju je sečišče povezav proti severu in jugu. Kitajska je v zadnjih 5 letih zgradila največjo mrežo hitrih železniških povezav na svetu, skupaj 10 000 km. Pred kratkim so odprli povezavo med Pekingom na severu in Guangzhoujem na jugu. 2300 km v 8 urah s povprečno hitrostjo 300 km na uro. S takim vlakom bi iz Celovca na Dune rabili le 1 uro. Jiaxing South Station. Pred enim letom je še nekdo izpit, a itak dobro vozi. Kako na Kitajskem dobiti vozniško dovoljenje? Podobno kot pri nas Rusi avstrijsko državljanstvo, pravi Mario. In tudi imam eno kitajsko ime tu, Mr. Ma. Zanimivo je, da je v bistvu sam en del obraza tvoj, meni so lase zraven naredili, spodnji del tudi ni moj. In še ustnice so mi malo pobarvali. Ne vse, ampak veliko tovarn dela na tem, da nenehno izboljšujejo kakovost svojih proizvodov. Good quality.
Včasih se potem že vprašaš, ja, kaj fanti z malega svetle dela na Kitajske. Fajn je to, da če res ne bi več zdržal, lahko takoj spet domov grem. Ampak na drugi strani je pa kljub temu bodočnost nekako kle v Aziji. Leta 1989 je bil ta trg prizorišče demonstracij za več demokracije. Nasilna zadušitev protestov, ki so jih začeli študentje, je terjala življenja več stotih ljudi. Samo 100 km izven centra Pekinga je situacija popolnoma drugačna. Nizek življenjski standard, slaba javna infrastruktura priča o regiji, ki je šele v razvoju. I'm not sure. No. Maybe it is so. No. Maybe this road. A veš, vse isto zgleda, te bajtice tle. In ceste pa tudi niso označene. Ni nobenih tabel tle. Ti moraš se boriti, da prideš do... Smo se šlišče z deponije peljane. When you send out the container? Tle smo naročili eno mizo, in so nam pa tisto spodaj dali, to steklo. Ko so rože zgore, ker misli, da je to lepše kot pa to. Smo pa to naročili. In zato pa imamo tudi vsako pošiljko, katera gre ven, se kontrolira, da se lih te stvari še lahko tukaj rešijo. 80% lastnikov tovarn sploh ne obvlada ali slabo obvlada angleščino, tako da so nesporazumi na dnevnem redu. Tajce for screws. Right? Yes. You understand? Yes. Yeah, maybe he also. Ob čaju in v sproščenem vzdušju se velikokrat porajajo nove ideje. Mario pravi, da je na Kitajskem zelo težko pridobiti zaupanje. Kaj pa bomo danes jedli? Tukaj imamo zdaj več stvari na izbiro. To je nekako panirano jajce, pa meso, Kulinarika na Kitajskem je zelo raznolika. Tem bolj greš proti jugu, tem bolj je pikantno. Mao je celo trdil, čim več čilija moški poje, tem revolucionarnejše misli ima. Te živalce, ne bom povedal, kaj je to, so zelo okusne. 70 km severno-zahodno od Pekinga je eden najbolj ohranjenih sektorjev tisoče kilometrov dolgega zidu, ki je ščitil različne dinastije pred sovražniki. Vsak Kitajec naj bi enkrat v življenju obiskal ta zid, ki je bil praktično nepremostljiv. Kljub temu je sovražnikom v zgodovini večkrat uspelo prodreti skozi zid, ker so jim vrata na stežaj odprli podkopljeni vojaki. Ho Chi Minh je največje mesto Vietnama, bolj poznano pod imenom Saigon. Vietnam sa svojimi 90 milijoni prebivalci postaja vedno večji gospodarski faktor Južne Azije. Pri tem prometu se ne čudim, da prometnega dovoljenja za motorna kolesa ne moreš dobiti pred 18 letom. Prečkati cesto je pravi preizkus pogumnosti. Turisti so večinoma Američani, veterani ali potomci vojakov, ki iščejo sledove vietnamske vojne. Vodji nabave avstrijske pohištvene mreže sta prišli v Vietnam, da bi si na licu mesta ogledali lončarsko delavnico in si potem izbrali izdelke. Mario je posrednik in za njega je to izziv. Vietnamci malo drugače razmišljajo, z njimi je lažje delati kot pa s Kitajci. Tle se nekaj dogovoriš in to bolj pa tudi funkcionira in stoji. Tako da je bolj relaxed kot pa na Kitajskem. Mario ima srečo, da je njegovo delo zelo raznoliko. Kar je meni tako všeč, vsak dan nekaj novega. Ti se vsak dan nekaj novega naučiš in moraš več ali manj probleme rešiti. Kako dobro Mario rešuje probleme tu v Aziji, lahko vidite v vaših domačih veleblagovnicah.